večer, otroci. Srečala sem zadaj ekipo. Lepo pozdravljeni, dragi obiskovalci in obiskovalke. V ponedeljek smo v knjižnici začeli s posebnim praznovanjem. 27. novembra obeležujemo dan slovenskih splošnih knjižnic. Ob tem prazniku se v mnogih izmed 58 splošnih knjižnic v Sloveniji ter izven meja države vrstijo različna srečanja ter posebna druženja ob knjigi na temo knjig in pisane besede. V knjižnici Brežice imamo navado, da vsaj en dan na poseben način praznujemo tudi z vami, dragi otroci in odrasli ljubitelji predstav. Za tokratno priložnost smo ob pomoči HES-a, hidroelektrarne na Spodnji Savi, v gostin povabili gledališče Kukuc s predstavo Pikina velika pustolovščina. Dragi otroci, preverite, če dovolj trdno sedite. Na oder vabim igralce, da nam bodo predstavili Pikino pustolovščino. Skupaj bomo popotovali po svetu, izvedeli, kako veliki in majhni svet je in morda nas Pika nauči še ujeti sanje. Želim vam prijetno ogled predstave. Gospod Ficko? Ficko? No, 300 kosmatih morskih opic. Ficko? Ficko, obiskaj mama. Dober dan, obiski. Dober dan. Ficko, obiskaj mama, jaz pa ne najdem drugega čevlja. Pa res? Hvala vam, obiski. Ficko? Gospod Ficko, a si morda tukaj novi? Ni ga tukaj notri. Obiski, a ste morda vi kje videli mojo malo navikano opico? Kaj res? Kje? Hvala vam, grem pogledat. Ampak veste, meni se pa zdi, da ga ni tukaj. Vsako jutro se skriva, zato ker si noče in noče umivati zobkov. In potem ga jaz iščem in nikoli ga ne najdem, zato ker se vedno tako zelo dobro skrije. Ja, ni ga tukaj.
Skratka, iščem ga in on je zelo dober skrivalec. Obiski, a me vi malo hecate? Veste, Laš ima kratke noge in zato mi je Obiski. Kaj pa, če ga skupaj pokličemo? 3, 4, zdaj. Ficko! Dobro jutro, gospod Ficko. Povej mi, a si umil ti danes zjutraj zobke? A si jih res? Naj ti bo. Poglej, Ficko, poglej ti to. Koliko obiskov je danes tukaj. To morava povedati Alfredu. Najraje ima obiske. A pa vi veste, kdo je Alfred? To je nekdo, ki ga jaz dvignem z levo roko, takole gor. Konj, tako je, to je moj pikasti konj na pike. Ficko, povej. Šment, danes pa mojega konja ne bo z nami, ker je šel na izobraževanje v Lipico. Veste, moj konj je najbolj izobražen konj na celem svetu. Škoda, vesel bi bil toliko obiskov. Potem pa morate spoznati samo še Kajo. Kajo sva z očkom našla na otoku Sekiruš. To je otok, ki je poln smrtonosnih kač. Sej res, vi pa ne poznate mojega očka? Poglejte, tole je moj očka. Ima toliko kilogramov kot Božiček. Pojedel je malo preveč čelapink. Ampak tudi njega danes ne bo z nami, zato ker pluje po širnih morjih in išče kristal želja. In ko sva šla z očkom na otok Sekiruš, sva tam spoznala Kajo. In Kaja je zelo prijazna smrtonosna kača, ne vem, a bi jo radi spoznali? Nič se ni treba bati, zato ker Kaja je samo malo zoprna, ko je lačna, drugače je pa zelo, zelo prijazna smrtonosna. Nad vse prijazna smrtonosna kača. Obiski, a vi veste, koliko je ura? Tako približno. Ojoj, ob tej uri pa smrtonosne kače iz otoka Sekiruš jejo večerjo. To pa pomeni, da je Kaja lačna. A pa vi veste, kaj kače jejo za večerjo? Kaj mislite? Zelo blizu. Miši tudi zelo blizu. Začne se na P in konča se na A. Podgana tudi zelo blizu, ampak ne. Kače najraje jejo pašteto, tako je. Obiski, a ste vi kaj pogumni? A je kdo tako zelo pogumen, da mi pride gor pomagati? Pridi. Živjo, kako ti je ime? Živjo, Ilija, jaz sem Pika. Takole izvoli pašteto. Jaz bom odprla pokrov, ti pa lepo položi pašteto notri. Vi pa čisto tiho. Morda pa zato noče ven, ker se ne počuti kot doma. Joj, ker veste kaj, na otoku Sekiruš je vse polno takih velikih zelenih palm. A imate tukaj v Brežicah kakšno palmo? Ne!
Pa imamo kaj podobnega palmi. Nekaj Tale je pa res podoben palmi. Spet bi potrebovala enega junaka. Kdo mi pride gor pomagati? Pridi. Živijo, takoj pa te lili. Živijo, Mija, jaz sem Pika. Izvoli, takole tale dežnik. Vi pa čisto tiho kot miške. Kako je tako miške? Morda je pa tudi Kajo malo strah, zato ker ni vajena toliko obiskov, ker veste, jaz živim čisto sama. Gotovo pa mora biti nek razlog, zakaj ste se vsi zbrali danes tukaj. Seveda, če kakšen poseben dan mi očka napiše na hladilnik. Ampak ne znam preveč dobro brati. A ti znaš brati? A mi prideš gor pomagat? En velik aplavz za pogum. Živjo, kako pa tebi vi? Živjo, jaz sem Pika. Evo, kaj tukaj piše? Vse najboljše? Aha, Pika očka. Wow, ti pa res dobro bereš eno petko. Bravo. Tako se vsede. Vse najboljše, Pika. Vse najboljše, Pika. In zakaj bi mi očka pustil listek, na katerem piše vse najboljše, Pika? Danes je moj rojstni dan! Seveda, zato je tukaj toliko obiskov. In zato je tukaj toliko daril. Odprimo skupaj vsa darila. Najprej očkovo darilo, ker očkova darila so vedno najboljša na svetu. Škatle. Moj očka se včasih rad malo poheca, ampak zdaj pa čisto zares. Ne bo škatla, ker jaz sem Pika Nogavička in Pika Nogavička ima vedno prav. Zdaj pa čisto zares ne bo škatla.
dan. Kristal! To je kristal želja! To je kristal, ki izpolni čisto vsako skrito željo. Oh, hvala ti, očka! Jaz bi si nekaj zaželela. Dragi kristal želja, želim si, da bi šla na največjo in najlepšo pustolovščino na svetu. In želim si, da bi vsi moji novi prijatelji šli zraven. A je to dobra želja, pustolovščina? Odlično. Potem pa pojdimo skupaj na pustolovščino. Ampak še prej, odprimo vsa darila. Naprimer tole, darila od nekoga, ki si noče umivati zobkov. Gospod Ficko, od tebe bo kaj, ne? To je najbolj poučna družabna igra, kar jih je. Potem se gremo lahko skupaj en krog. Hvala ti, gospod Ficko. Pa tole. Škatla s palmami. Tole bo pa od tebe, Kaja. Mi pa šteta. Knjiga, tako je! Najlepša knjiga pravljic. In tale mi še čisto nič luknjaste, ker veste kaj, ko sem šla jaz na otok Sikiruš, so kače iz kačje šole preglodale svoje domače branje, takole. In zato so vse knjige postale nekam luknjaste in pravljice niso imele več smisla, ampak tale knjiga, tale je pa še čisto cela. Hvala ti, Kaja. Darila. Pa res. Tole pa vem, tole bo od mojega pikastega konja na pike. Obiski. Jaz pa ne vem točno, kaj je tole. Meni izgleda kot nek gorski nahrbtnik, ampak nisem čisto prepričana. Za šolo? Pa še nekaj je notri. Ampak kaj bi se pa lahko s tem igrali? Pikino šolo gremo lahko, ampak če gremo v šolo, a sem lahko jaz učiteljica, ker je danes moj rojstni dan. Hvala. Tole. Vi vsi ste lahko moji učenci. Vi, ki imate že vse stalne zobe, ste pa lahko svet staršev. Kaja bo ravnateljica, da ne bo užaljena. Gospod Ficko. Zate imam tudi eno nalogo. Hišnik Ficko. Zdaj pa gremo čisto zares lahko v pravo Pikino šolo. Povejte mi, a ste že kdaj videli kakšno učiteljico? Ja? Povejte mi, a so učiteljice kaj močne? Vam pokažem. Hapuf. Seveda, ko učiteljica govori, so
učenci? Tiho. Tako je, tiho. In učiteljice nosijo očala, kaj ne? Ne. Tale se pa res zelo dobro vidi. Zvonček. Seveda, da vemo, kdaj se ena šolska ura prične in druga konča. Zdaj pa gremo zares lahko v Pikino šolo. Dober dan, učenci. Jaz sem učiteljica Pika. In danes v Pikini šoli bomo šli skupaj na prvo šolsko uro. Pom, param, pam. Jaz pa temu rečem migi vadba. Dvignite ritke in gremo skupaj na migi vadbo. A imate vsi s sabo tele čarobne prstke? Dvignemo jih, pa začnemo. Grandpa Shark. Let's go hunt it, do-do-do-do-do. Let's go hunt it, do-do-do-do-do. Let's go hunt it, do-do-do-do-do. Let's go hunt. Run away, do-do-do-do. Run away, do-do-do-do. Run away. Safe at last, do-do-do-do-do. Safe at last, do-do-do-do-do. Safe at last, do-do-do-do-do. Safe at last. Tole pa lahko pomeni le eno. Jutranje umivanje zobkov. Povejte mi, a ste si vsi danes zjutraj umili zobke? Ja. Da vidim Pa ste si res vsi umili zobke? Seveda. Potem pa je čas za zobek, ne jezi se. A je kdo tukaj, ki se zelo spozna na zobke? Ja? A ti se spoznaš na zobke, mi prideš gor pomagati? Živjo, kako ti je ime? Živjo, jaz sem Pika. Takole. Poglej. Tukaj je jezni zobek, tukaj je veseli zobek, primi škatlico. Jaz ti bom pokazala eno hrano, ti pa boš povedala, ko to hrano zobek vidi, a je vesel, a je jezen. Naprimer, če vidi jabolko, bo vesel? Ja, tako je, vesel bo. Kaj pa, če vidi korenček? Ja. Tako je. Kaj pa, če vidi zobno ščetko, a bo vesel? Tako je. Kaj pa, kolaček? Res je, jezen bo. Kaj pa, če vidi jezika? Tako je, jezen bo. Ti se pa res poznaš na zobke. En velik aplavz. Bravo.
je čas je za branje zgodbic. A imamo tukaj kakšno knjigo? Ja? Res je, Kača, moja Kaja mi jo je prinesla za rojstni dan. In tale ni čisto nič luknjasta. Joj, tako bi bila žalostna, če bi ta... Morda je pa res malo luknjasta, ampak saj vi se spoznate na pravljice, kaj ne? Bom prebrala pravljico in ko bo kaj narobe, me kar lepo popravite. Sneguljčica in 7 vrtnih kosilnic. Palčkom seveda, palčki so bili. Sneguljčica je kuhala večerjo svojim 7 hrčkom. Palčkom seveda. Hudobna mačeha je začarala začarano mandarino. Jabolko, seveda jabolko je začarala. Iz daljave je prijahal princ na črno-belem noju. A na konju, seveda, na konju je prijahal. Sneguljčico je rešil oko, da je dal eno veliko petko. A poljubček, seveda, poljubček je dal. Vi se pa res vsi spoznate na pravljice. Bravo, vsi dobite eno petko. Jaz pa vem, kaj je tole. Risanje živali v zvezek. A imamo tukaj kakšen zvezek? Moj učenjak, moj konj mi je prinesel tale zvezek. Ampak poglejte, čisto je še prazen. Zato, ker ga nisi uporabil. Aha, potem ga pa dajmo skupaj uporabiti. A imate vsi s sabo tale prstek čarobni? Z njim bomo vklopili domišljijo. Zdaj pa po zraku narišite eno žival. Tako, zdaj pa vržite svoje živali notri, da jih ujamem. Poglejte to, kakšne lepe živali ste narisali. Ampak niste jih pa čisto nič pobarvali. Dajmo jih še pobarvati skupaj. Čarobni prstek. Zdaj pa še pobarvamo svoje živali. Dobro, vržite svoje barve notri. Tako lepe živali ste narisali in to je naredila vaša domišljija. Odlično, učenci. Tole pa ne bo matematika, čas je za številke, ampak tole niso kakršne koli številke. Pa veste zakaj? Čas je za ocenjevanje. Dragi učenci, sporočam vam, da ste danes vsi v Pikini šoli dobili eno veliko petko. Zato dajte levemu sosedu petko, pa desnemu sosedu petko. Zdaj pa je čas še za vaše želje. Vsi zapijte učke
Zaprite lučke in si nekaj zaželite. Pa naj bo karkoli, samo ne smete na glas povedati. Dobro, odprite lučke. Če boste ostali tako zelo pogumni in radovedni, kot ste bili danes, verjemite, da se vam bo izpolnila čisto vsaka skrita želja. Zdaj pa naj se vsak pustolovec da 20 hitrih petk.